Hiša unikatnih detajlov smo jo poimenovali. Osnovni dizajn interiera je sicer temeljil na črno-beli kombinaciji, vendar se je lastnica kot športna in modna navdušenka brez oklevanja odločila vnesti tudi nekaj intenzivnejših barv. Dobro sodelovanje z arhitektko je tako rodilo tudi nekaj unikatnih kosov, po poti pa so si uredili še zunanji del, ki prav vabi k preživljanju časa na prostem. Hiša, katere del je tale vrtna oaza, je res narejena za uživanje. Njen interjer pa je odprt, poseben in dinamičen, prav tak kot njena lastnika. Nataša in Borut, živjo, povejte nam prosim, v čem tale vajina hiša odraža vajin življenjski slog? Ja, verjetno vidite, da imamo velike površine za druženje. Pa ne nazadnje, danes imamo že tudi veliko družino. Mislim pa, da tudi kadar najdeva trenutek zase, sama dobro uživava v tej hiši. Včasih pravijo, da se prepoznali, so se pari dobro našli ravno tam, ko zidajo hišo. Midva, razen pri dolžini jedilne mize, nisva imela nekih navzkrižij. Seveda, miza zame jedilna je bila po načrtu daljša kot za Boruta, ker sem vedno želela imeti okoli sebe še več ljudi. Se pravi, dolga miza je pri nas vedno v sami uporabi. Ja, morda je bila v začetku kamen spotike, ker začeli smo z 2 metri, potem smo to podaljšali s prihodom vnukov, pa še podaljšujemo in tako nadgrajujemo tudi na vrtu, tako, da se stvari podaljšujejo pri nas, kar se mize tiče. Ampak ste si pa, Borut, uredili en zelo lep kotiček zase in za svoje prijatelje, to je prava mala gostilna. Ja, seveda, tako kot je Nataša rekla, ogromno prijateljev ima, tudi jaz sam imam nekaj, vendar me ona prekaša, kar se prijateljstva in pa poznanstva tiče. Ni Celjana, ki ga ne bi ona poznala. Gostilna je njena ideja in ta gostilnica v dnevni sobi je večkrat začetek prijetnih pogovorov. Sam pa imam kotiček na galeriji, kamor se umaknem, ko je pa teh prijateljev res preveč. Borut je prenovo zagotovo doživljal še nekoliko bolj emocionalno, saj je tu nekoč stala mala montažna hiša, kjer je živel z mamo. Po 30 letih je bila ta za potrebe sodobnega bivanja, kot so si ga Borut, Nataša in 2 otroka želeli, neprimerna. Imela sta vizijo, posvetovala sta se z nekaj arhitekti in prijatelji iz stroke, tako da sta na koncu dobila obliko hiše, kot sta si jo želela. Za ureditev interjerja pa sta naknadno izbrala sokrajanko, arhitektko Petro Plevnik. Z njo sta sodelovala tudi pozneje, ko sta se odločila za temeljito ureditev zunanjosti hiše. Petra, kako ste se začutili z lastnikoma? Je takoj nastala prava kemija? Ja, moram priznati, da je resnično kemija bila, oziroma ta iskrca je preskočila v trenutku. Sta oba dva zelo, zelo odprta in pa točno vesta, kaj želita. To je bilo, bom rekla, en velik argument in izziv za mene, za ustvarjanje, ker sta v bistvu sama snovala celostno podobo interjerja, ob tem, da sta rabila nekoga, ki jim to v bistvu uglasbi, ali pa bomo rekli, da je stvar na mestu, ena koordinacija. Vedela sta točno, osnova je črno-bela kombinacija, ker jim pa barve v življenju nekaj pomenijo, ker to je hiša s karakterjem. Jaz sem vedno rekla, da izraža tako lastnika kot enega in drugega, ker sta oba dva v dizajnu oziroma v samem oblikovanju zelo, zelo močna in podkovana in sta to tudi izrazila, niti sta imela do konca, jaz sem jih pa spletla. Hiša je polna zanimivih detajlov. Eden izmed teh je zagotovo velik lestenec v dnevnem prostoru, ki ga je oblikovala arhitektka. Ta detajl oriše modernističen, že skorajda Bauhaus slog hiše. Tudi večina notranjega pohištva je bila oblikovanega po meri. V pritličju opazimo zanimivo omaro za shranjevanje velike zbirke čevljev, ki jih ima lastnica. Na stopnišču, ki vodi iz pritličja v zgornje nadstropje, je tapeta, ki se v svojem negativu pojavi v kuhinji. V spalnici je bela usnjena postelja, stena nad vzglavjem pa je prav tako oblečena v usnje, tako da rožnata stena v ozadju še bolj opozori nase. V galeriji je še intimen kotiček s prav posebno klubsko mizo, ki je pravzaprav plinski kamin.
Ta pride do izraza ob večerih, ko se par sprošča ob prijetni glasbi ali še bolje ob zvokih kitare, na katero zaigra Borut. In seveda ste zelo dobro razmislili, kaj bodo počeli zunaj, torej na vrtu. Absolutno sem vedela, kaj si želijo investitorji zunaj storiti, zaradi tega, ker so imeli točno začrtane želje, tako da smo nadaljevali obstoječo in iz tega implementirani naprej obliko same terase, katera je položena za kamni. To pomeni, en del je ostal in to služi kot intarzija in je hkrati en lep tepih. Tukaj smo namestili veliko mizo za druženje in pa letno kuhinjo. Vse to smo pokrili z bioklimatsko pergolo, katera resnično služi glede na vremenske razmere. Gospod Vrbovšek, zakaj se ljudje odločajo za lamelne pergole? Čisto iz preprostega razloga. Večina ljudi preživi pretežni del dneva v službi, dopoldan v zaprtih klimatiziranih prostorih in si zato pa tudi želimo popoldan preživeti na prostem, v naravi. In Hartov pergola je tisti element, ki teraso ustvari v zunanjo bivalno enoto, kjer lahko doživite, lahko imate polet, ko je vroče, imate senco, jeseni, pozimi, spomladi lahko imate sonce, ko pride kakšna nevihta, se lamele same zaprejo. Ko pa sneži, takrat pa imate spet eno tako varno teraso pokrito, ker je to tako močna pergola, da prenaša do 1 meter snega. Kaj pa v primeru toče? Tukaj smo na Celjskem, kjer je bilo zgodaj poleti kar nekaj toče. Hartov pergola je konstruirana tako, da prenaša tudi točo do velikosti kurjega jajca. Vse zgornje površine so debeline aluminij, debeline 3, 4 ali 5 mm in zato prenašajo res takšne obremenitve. Torej gre za 100% slovenski proizvod. Res je, arhitekti so nas malo spodbudili, da prijavimo kot inovacijo in smo dobili srebrno priznanje od Gospodarske zbornice za inovacijo. Bili smo nominirani za najpodjetniško idejo in tudi registrirali smo slovenski patent. Ta Hartov pergola je izdelana v celoti v naši proizvodnji v Laškem. Ima en kup enih takih prednosti, ki jih tudi zdaj po skoraj 10 letih drugi nimajo. Imajo najširše lamele, 30 cm široke lamele, ki jeseni, pozimi, spomladi prepuščajo daleč največ sonca, do 80%. Med stebroma pa je lahko tudi do 9 metrov razpona. Gospod Vrbovšek, zakaj je treba toliko stvari prej preučiti, preden človek postavi pergolo? To je pomembno, zaradi tega, ker tu potem ni popravnega izpita. To ni tako kot avto, ki ga zamenjaš, če ti ne odgovarja. Pri pergoli jo enostavno dobiš po meri, se pravi, se vrta, se pritrjuje v hišo, v objekt in potem te sledi ostanejo, če bi jo hotel zamenjati. Po drugi strani pa je dobro imeti dober izdelek, ki ti lahko služi desetletja brez vzdrževanja in zato je dobro proučiti, najprej povprašati za vse informacije in dobiti čim več informacij pred odločitvijo o nakupu. Z daljinskim upravljanjem se lahko spreminja nagibni kot lamel. Pergola pa se lahko kombinira s stranskimi skrin senčili in LED razsvetljavo. A je ta stvar popolnoma vodotesna? To samo ob rahlem dežju, tlele spode lahko sediva in pijeva kavo, ali lahko se zgodi tudi močnejši naliv, pa bova ostala na suhem? Hartov pergola je izdelana in konstruirana in izdelana tako, da deluje desetletja brez vzdrževanja, je popolnoma vodotesna, ne prepušča ni kaplje dežja. Nataša, ste rekli, da imate radi čisto in pospravljeno hišo, ampak tudi izčiščene linije. Tu in tam ste pa pokazali kar veliko poguma, ko gre za kakšne vzorce, barve, močni detajli so v tej hiši. Ja, izčiščene linije se dobro čistijo, vendar so dolgočasne. Tako da sem si želela, da je hiša res ravnih linij, da je čista, vendar da ima nekaj mogoče mojega značaja, barvne igrivosti. Oba z Borutom imava rada barve, to se odraža tudi v hiši. Ampak zaenkrat se nismo naveličali te barvitosti. Mene barve navdihujejo, dajo mi neko vizijo za moje osebno ustvarjanje. In ko pridem domov v ta res naš zame prečudovit dom, se sprostim in se mi zdi, da se mi porajajo res nove ideje za pač te kolekcije, ki jih jaz ustvarjam v svojem poslovnem življenju. Srečna sem v tem domu, ker nekako čutim, da je tukaj del mene.